prostor Peno. Danes raziskujemo ogrevanje. Zadnje desetletje smo bili na področju energentov priča norim tehnološkim napredkom. V sončni energiji, v vetru. Ampak, ker živimo v Sloveniji, tega pač ne uporabljamo. Za ogrevanje uporabljamo biomaso, ki ne gori kot nekoč, les, ki ga ponekod zmanjkuje, in elektriko, ki te šokira le, ko jo vidiš na računu. Zaradi norih cen ogrevanja Slovenci posegajo po norih ukrepih, kot to, da nosijo jakne notri in odeje zunaj. In živijo pri starših tudi pri 33, čeprav bi se po njihovem mnenju mogel odseliti, tudi kaj jih noben ni vprašal. Govora je tudi o tem, da Slovenci v domovih kurimo smeti, kar je slaba novica za okolje, ampak dobra za Jehove priče, ker ljudje prvič v zgodovini jemljajo njihove letake. Da bi našel krivce in izvedel več, sem šel na GZS, do eksperta za zažiganje stvari, kar so me neključno klicali tudi cimri na faksu vsakič, ko sem delal večerjo. Zakaj je kurjenje smeti slabo za ozračje? Kurilne naprave niso narejene za sežiganje odpadkov. Za sežiganje odpadkov so sežigalnici, ki imajo primerne filtre. Zakaj Slovenci ne bi smeli žgati smeti? A ne gre dim v nebesa, pa se očisti? A je to še vedno naš problem ali od Boga? Ja, v prvi stopni je to naš problem. Ko zbolimo, zelo malo postane to lahko tudi problem od Boga, pravzaprav vemo. Kaj pa, če vzamemo nekako ogromne ventilatorje, pa to odpihnemo na Hrvaško? Če naš veter odpihne nekaj v sosednjo državo, smo lahko prepričani, da tudi iz sosednjih držav nekaj prinese k nam. Bojo oni odpihnili nazaj k nam. Povedal mi je tudi o škodljivih delcih PM10. PM10 delci so delci s premerom 10 mikronov, zato se imenujejo PM10. So pa ti delci, bom rekel, nevarni za naš zdravje, ker načeloma so ti delci praviloma ogljik. Na ta ogljik gor se veže ozon, se vežejo gor neke težke kovine. Kako ste rekli, da se jim reče? PM10. To sem slišal, ja. To je delci p***ne 10, a ne? Temu se ne reče tako, to niso delci V bistvu zrak gre v Ja, ne gre zrak v to, kar ste rekli, pač pa gre za onesnaženje zraka, gre za delci, ki nam škodujejo. Kdo ponavadi prijavi kurjenje smeti? Ja, največkrat prijavijo to sosedje. Čakaj, sosedje v Sloveniji, ne verjamem. Kaj je najslabša stvar, ki lahko gori, poleg goreče senzacije, ko lulaš? In kaj je najslabše sežgati, poleg svoje hiše do tal? Ja, težko bi odgovoril, to so res težke stvari. Lahko kurimo les. Les, ja. Pelete za kurjavo. Če so peči namenjene za to, da. Torej standardne vire energije. Plutonij, na primer. Plutonij ni ravno standarden, tudi v pečeh ga ne bi mogli izrabljati. Katere smeti lahko kurimo? Naprimer papir lahko? Ne. Potem ne plastiko tudi ne? Nikakor ne. Slike od moje bivše? Kaj pa zavrnjena ljubezenska pisma Katarini Čas? Ja. Načeloma, če bi samo podkurili kot začetni ogenj, bi to šlo. Nikakor pa ne. Sem velikih mama, ne, za to. Ja. Kaj pa čestitke za rojstni dan od mojega očeta Jureta Godlerja? Jure Godler je vaš oče? Ja. Potem pa le. No, škoda, ker tega pa nimam. A lahko zakrom tisto knjigo, ki sem jo enkrat probal prebrati? Ne. Kaj pa razne fotografije od mene, ki me niso ujele pod pravim kotom, naprimer? Ne, probaj teh na drug način. Reciklirati. Tega tudi nimam. Kaj pa pobarvanke od takrat, ko sem bil še mlajši? Morda pogojno, za podkuriti. Tako jih hočem obdržati, no. Spomini na otroštvo. Samo enkrat si star 27 let, veš. Ja. In je treba ohraniti spomine. Točno. Zadnje vprašanje. Kje po Sloveniji kurimo smeti? Občasno se dogaja, da po celi Sloveniji. Pravzaprav je to problem cele Slovenije. No, pa smo našli krivce. Nimamo veliko skupnega Gorenci, Dolenci, Primorci, Štajerci in Prekmurci, ampak vsaj skupaj žgemo smeti. Vsaj skupaj smo krivi, da gre po besedah strokovnjaka zrak v p***do m***.
To je bilo vse od mene, mi pa gremo nazaj v studio. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.